fajn je imeti nekoga tako, no, ki nekako deli tvojo strast, pa razume tvoje področje. Zato, ker samo vinogradništvo in vinarstvo je pač pomeni tudi veliko odrekanja, tako kot vsaka panoga v kmetijstvu. Ima lepo svežino, se pravi, ima malce višjo kislino kot pa recimo bordojske sorte, kot pa recimo merlot, če ga primerjamo z merlojem. Se zelo dobro podaja različnim jedem. V vsakem primeru se mi zdi pa super za vsakega mladega oziroma za vsakega tudi starejšega, da če ima možnost, da jo izkoristi in gre nekam v tujino, ker se mi zdi, vidiš drugačne stvari, kot jih morda počneš doma, pa tudi potlej, ko se vrneš domov, imaš neko drugo perspektivo. Dejansko Slovenija je tako majhna država, da dejansko, če bi bila Slovenija brand marketinški, pač, da bi promovirali Slovenijo, pa da bi Slovenija postala znana kot neko ime v vinskem svetu, bi bilo to pač dovolj. Nekje med trtom in kozarcem nastajajo vinske zgodbe, izpod rok izjemnih osebnosti. Odkrivajte jih skupaj z nami v vinskem podcastu iz Trte iz Ilita. Prepotovala je izjemne svetovne vinske destinacije in se polna vtisov vrnila domov v domačo domačijo. S seboj pa je pripeljala tudi Bordojca. Katja Šukljan-Talik, lepo pozdravljena. Ja, hvala lepa za vabilo. Ko rečeva Bordojca, nisi pripeljala steklenice vina, ampak malo več kot to. Malo več kot to, pripeljala si svojega moža. Kje sta se spoznala? Je bila to ljubezen na prvi pogled? Ja, no, spoznala sva se v Južni Afriki. Oba dva sva delala v istem na istem oddelku za vino, tako na prvem sestanku, ko je on prišel v Južno Afriko, jaz sem že bila tam. In pol počasi se je cela zgodba odvila. Iztrgala si ga iz francoskega vinskega sveta in popeljala v slovenskega praktično. Ja, tako nekako, ja. Čeprav mislim, da kar uživa tukaj v Sloveniji. Ne pogreša Francije. Mislim, določene stvari že, no, ampak mu je kar lepo tukaj, no. Si doktorica vinogradništva in enologije, a je več kot 100-letna domača tradicija vaše dediščine oziroma domačije vinske kleti bila povod tudi za tvoj študij? Ja, vsekakor verjetno je. Pač, če s tem zrasteš, nekako imaš to ljubezen v sebi, če jo pač imaš oziroma je nimaš. Ampak definitivno je prispevala k temu, da sem se odločila za ta študij. Pa tudi par naključij, no, da me je pripeljalo na to univerzo oziroma fakulteto, ampak na koncu, ko sem začela, je bilo to, se mi zdela zelo ena taka pozitivna izkušnja zaradi samega študija, zaradi ljudi, ki sem jih spoznala in pa vsega skupaj, no. Je pa ta potovanje v tujino oziroma pridobivanje izkušenj del študija bil vedno del te poti? A si zmeraj želela si tudi pogledati, kaj se dogaja izven meja? Ja, nekako se je to začelo, ko sem začela z doktoratom in potem sem šla tako, prvič sem šla v Južno Afriko, seveda, ko greš prvič sam nekam tako za daljše obdobje. Ti je malce nelagodno, se počutiš, kako pa to šlo, pa dejansko kaj boš tam počel, pa sploh Južna Afrika, ne vem, ko slišiš toliko zgodb o tej državi, ni tako, da greš nekam v Evropo, no. Ampak ja, dejansko izkušnja je bila zelo dobra, tudi v bistvu za mene osebnostno, kot pa tudi profesionalno. In potem naslednje leto so me že oni povabili nazaj, tretje leto so me še spet oni povabili nazaj, sem dobila štipendijo, plačeno prenočišče, letalske karte, tako da vseeno. Tako da je bila zelo dobra izkušnja tudi iz nekega kariernega vidika, ne samo z osebnostnega, da se razvijaš. Absolutno. Je kaj takšnega, kot recimo, da primerjaš svetovne vinske destinacije za slovensko vinsko destinacijo? Kaj so tiste skupne točke, razlikovalne točke? Je to tudi? V bistvu ja, nekaj je skupnih, nekih je pa različnih, no, ampak v vsakem primeru se mi zdi pa super za vsakega mladega oziroma za vsakega tudi starejšega, da če ima možnost, da jo izkoristi in gre nekam v tujino, ker se mi zdi, vidiš drugačne stvari, kot jih morda počneš doma, pa tudi potlej, ko se vrneš domov, imaš neko drugo perspektivo na stvari, katere delaš doma, no. In se mi zdi pač, se mogoče vsega ne uporabiš ali pa vse ti ne pride prav, ampak vidiš, kje si dober, pa kje si slab, no. Se mi zdi tako zelo fajn izkušnja in pa tudi ogromno se lahko naučiš. Tudi tvoj mož je iz tega področja, si omenila, a se med seboj dopolnjujeta, si izmenjujeta mnenja, se mnenja krešejo? Ja, kakor včasih.
vse variacije obstajajo. Ampak ja, dejansko je fajn imeti nekoga tako, no, ki nekako deli tvojo strast, pa razume tvoje področje. Zaradi tega, ker samo vinogradništvo in vinarstvo je pač pomeni tudi veliko odrekanja, tako kot vsaka panoga v kmetijstvu, je pač ni enostavno zaslužen kruh. In pa pač, če nekdo s tabo to dela, pač pozna te zadržke oziroma težave, ki nastopajo, in pač časovni okvir, ki je potreben za določene stvari. In pa tudi, ko delaš nekaj take, si včasih tudi priješ v dilemo oziroma v precepne. In je super imeti nekoga, ki ima podobno znanje oziroma izkušnje, da ga vprašaš za nasvet, oziroma pač lahko se konzultiraš in pa nekako skupaj priješ do najboljše odločitve. Kakšen je njegov pogled na slovenska vina? Nekje sem zasledila, da mu je ljuba modra frankinja. Ja, modra frankinja je dejansko njegova strast. Če ne bi bilo mene, bi verjetno tudi zaradi modre frankinje ostal v Sloveniji. Ampak ja, dejansko v vseh teh letih, mislim, da zdaj že 8 let, da dejansko kar dobro pozna slovensko vinsko sceno oziroma slovenske pridelovalce in pa slovenska vina. In pa definitivno so vina, ki ga navdušujejo, katere ima rad. Tako da mislim, da vidi tukaj veliko pozitivnih stvari v Sloveniji. Modra frankinja je tudi sicer nek paradni konj vaših vinske kleti. Kakšne so njene značilnosti oziroma karakteristike, da je ravno ona ta povod v samo promocijo? Ja, modra frankinja je tako ena zelo posebna sorta, katero pri nas gojimo že zelo dolgo časa, oziroma naša najpomembnejša sorta že kar nekaj časa. In pa tudi nasplošno v Beli krajini, odkoder prihajamo, je modra frankinja tista sorta, katera je največ zasajene. In če bi pač morali izbrati verjetno eno sorto, ki je tako nekako skupna večini pridelovalcev znotraj Bele krajine, bilo to zagotovo modra frankinja. In pač nekako je mogoče v Sloveniji še ne toliko cenjena, kot je v tujini, ampak obstajajo zares izjemne modre frankinje in je res sorta, ki navduši, zaradi tega, ker ima zelo dober potencial staranja, se pravi, dejansko je res boljša z leti oziroma z zorjenjem. Sorta, ki je primerna na primerna v tem obdobju, ko se pojavljajo klimatske spremembe oziroma ko imamo vedno toplejša poletja oziroma letnike, zato ker ne akumulira tako hitro sladkor, se pravi, ne dobimo vina, ki imajo 15% alkohola ali pa 16%, ampak tudi v vročem in pa suhem letu dobimo vina z zmerno vsebnostjo alkohola 13,5%. Ima lepo svežino, se pravi, ima malce višjo kislino kot pa recimo bordojske sorte, kot pa recimo merlot, če ga primerjamo z merlojem. Se zelo dobro podaja različnim jedem, tako da mnogo pozitivnih lastnosti. Zakaj verjamemo, da je pač modra frankinja zelo pomembna sorta za nas in pa za Belo krajino. In pa tudi, ker je res neverjetno, kako odraža teroar. Se pravi, pač vsak vinograd, pa lahko delaš vse isto v kleti, ti bo dal čisto drugačno vino, kar je res impresivno, no. Pa tudi, kot si omenila, sledi času sodobnim trendom, manj alkohola. Tako je, to se mi zdi pač, kar ljudje v današnjem času išče. Noben noče več piti barikiranih vin z 15% alkohola. Vsi iščejo neko svežino, sveže sadje, ne pa tiste prekuhane džemi, marmeladne arome v vinu. Pač se mi zdi, da ta trend je nekako že mimo, no. Vsaj v svetovnem merilu, no. Seboj si danes prinesla koga ali kaj, našo spremljevalko? Ja, danes sem prinesla tudi modro frankinjo. Tole je vrbanjka. Vrbanjko zato, ker je to naša single vineyard modra frankinja. In pa dejansko vrbanjka bila tudi tisto prvo vino, ki sem ga jaz naredila osebno sama, ki je nekako pustilo neko komercialno sled, oziroma ki je bilo pač, ki se nekako vtisnilo spomin ljudem, no. Torej, to je tvoj nek podpis. Tako, to je neka moja tista osebnostni začetek te pač komercialne proizvodnje vina, recimo. No, dober začetek. Ja. Vsi družinski člani so vpeti v vašo zgodbo, starši, brat, mož, kako usklajujete obveznosti, kako si porazdeljujete naloge? Ja, dejansko cela družina je vpeta vse naše dogajanje oziroma poslovanje. V bistvu tako, razdelimo si vloge, jaz pa mož so večinoma v kleti, pa tudi pomagamo v vinogradu. Oče in brat skrbita večinoma za vinograde, vsa ta dela v vinogradih, tudi za prodajo, predvsem Matija.
Je pa tako, vsak pač priskoči na pomoč takrat, ko je treba pač pomagati, no? Ko je tako delo, da je potrebno nas več ali pa se nekaj mudi. Pač ni tako, da zdaj boš pa naredil svoje delo in to je konc. Pač delujemo še zmeraj mogoče v tem principu bolj kot družina, kot pa dejansko kot podjetje. Poslovni partnerji. Ja, tako si pač si pomagamo in se mi zdi, da to je ena pomembna točka tega, da nekako uspešno lahko sodelujemo skupaj, no. Tudi usklajevanje družinskih obveznosti je verjetno, mož je vpet v isto zgodbo, tudi oba še predavata na fakulteti. Je težko nekako najti čas, prosti čas, kako pol si vzamete oddih? Ja, pač glede na vse obveznosti pač moraš biti zelo dobro organiziran, da nekako stvari funkcionirajo in tečejo. Pač ja, mislim, včasih je težko so obdobja, ko si grozno zaseden in pač je tega prostega časa manj. So pa obdobja, ki so lažja in pa pač imaš več časa in ga takrat nameniš družini, otrokom in tako naprej. Katero področje od teh, ki si jih prej omenila, da ste si razdelili med družinskimi članimi, tebe najbolj navdihuje? Katero ti predstavlja največji izziv? Dejansko meni je v smislu tega vinogradniško-vinarskega foha, če lahko tako rečem, dejansko jaz uživam v vinogradu in uživam v kleti. Pač te marketinške obveznosti pa prodaja vina, temu se rajši izognem, če se da. Ker jaz uživam, ko delam svoje delo, ko ga pač imam mir, lahko naredim stvari, katere mislim, da moram narediti in potem sem zadovoljna, ko vidim, da je ena stvar narejena, no. Tako pri teh zadevah, tržnih zadevah se mi zdi, pa tako zame osebno, ker nisem verjetno taka osebnost, da bi tem uživala, je dokaj izčrpajoče, no. Se mi zdi tako, ljudje ti poberejo veliko energije, ne vem, no, pač se mi zdi včasih, če se da, se rajši izognem takim zadevam. Šepetaš vinom raj. Ja, tako je. Glede na to, da imaš kozmopolitski pogled na svet, bi rekla, da se tudi vloge moških in žensk v tem svetu razlikujejo. Si ti kdaj dobila občutek, da si morala narediti kakšen korak več, kakor mogoče tvoji moški kolegi? Mislim, da zdaj, da smo prišli do nekje točke, ko smo recimo, ne vem, če bi rekli enakovredni, bolj enakovredni moški ali pa ženske v tem poklicu. Seveda so določene stvari, katere so lažje fizično izvedljive za moške, kot so za ženske, ampak se mi zdi, da moški so nekako začeli sprejemati ženske tudi v svet vinarstva in pa vinogradništva. Bi pa rekla, da verjetno včasih traja dlje, da ženska pride do določene stopnje priznanja, kot pa recimo moški kolegi. Ampak se mi zdi, da tudi naše mnenje šteje, no. 8 let skoraj mineva, oziroma je že minilo od odprtja vinskega bara Wine Bar Šuklje. Ja, res je. To je tudi, takoj ko se je odprl, je bilo že jasno, da to ne bo samo zgolj prostor, da spiješ vino, ampak bo nek prostor izobraževanja, uživanja ob glasbi, ob kulinariki. Kako ste si zastavili takrat ta koncept? Ja, dejansko to je bila pobuda mojega brata. Zato, ker z možem sva bila še vedno takrat v Avstraliji in on je bil grozno navdušen na to idejo. Jaz sem bila tako bolj skeptična. Nekaj mogoče boljše bilo, da ne bi, ker pa se dejansko življenje zakomplicira, ker je pač vedno zahteva neko upletenost oziroma prisotnost. Ampak ja, no, dejansko potlej, ko smo odprli ta vinski bar, se mi zdi, da nekako stvari tečejo, rečemo, relativno v redu. Pač so seveda paci in so pač sponi so boljši in pa slabši časi. Ampak nekako se mi zdi, v tistem trenutku, ko smo mi, to v 2017, ko smo odprli ta vinski bar oziroma wine bar, je bilo tako, nekako v Ljubljani ni bilo take izbire vinskih barov, no, in so bili ljudje zelo navdušeni nad širino, katero smo bili mi takrat sposobni ponuditi, oziroma še vedno nudimo z vsemi temi mednarodnimi izkušnjami in pa poznanstvi. Imamo res eno zelo tako lepo selekcijo tujih vin in pa tudi domačih vin. In pa se mi zdi, da ena taka prednost je, da smo relativno fleksibilni pri tem izboru vin oziroma naboru vin, da se relativno hitro rotirajo, so vedno novi proizvajalci, nova vina, tako da vedno lahko, tudi če si redna stranka, lahko vedno odkriješ nekaj novega, no, kar še prej nisi probal oziroma poznal. In določena vina so res tako zelo ikonična, ki jih je zelo težko dobiti, no.
Kaj še ni pa pol kriterij izbora, da rečete, ok, idemo to vključiti v ponudbo? Pač kriterij je, da je vino dobro, no? Da se nam zdi zanimivo, seveda moramo imeti določene klasike, ker so pač ljudje, določeni gosti so klasični pivci vina, imajo radi Chardonnay iz Burgundije, imajo radi šampanjce. Se mi zdi, da je pa fajn, da je pa tudi neke svobode in pa te sproščenosti oziroma sproščenosti pri tem izboru, da lahko odkrivaš nove regije, sorte, ki jih ljudje mogoče tukaj ne poznajo, da presenetiš ljudi za svojim izborom, no, in da odkrije reče, to pa nisem vedel, pa je ful dobro, no. Tako da se mi zdi, da oboje mora biti, no. To je tudi pol nek tak prostor, da imaš neposreden stik z vinoljubkami in vinoljubci, da vidiš, kaj jim je všeč, kaj jim ni všeč, kakšen okus pa imamo Slovenci oziroma obiskovalci vašega bara. Mislim, to je zelo subjektivno, pač kakšen okus imamo. Verjetno, če pri vseh teh študijah, ko jih delajo potrošniške študije, vedno je zelo razkropljeno oziroma te likingi so zelo razkropljeni. Se pravi, zelo težko identificirati en grozd, kaj imajo ljudje dejansko res preferirajo. Ampak tako nasplošno, ne vem, pri belih vinih imajo Slovenci še vedno zelo radi primorska bela vina, predvsem kako Malvazija se mi zdi, to je tako zdaj, ali pa Pinela zelen, to je zelo popularno. Čeprav se mi zdi, tukaj zelo velik napredek, vsaj teh letih, odkar smo mi tukaj, se mi zdi, ljudje vedno bolj posegajo po belih štajerskih vinih oziroma vinih iz vzhodne Slovenije nasploh, te, ki imajo velikokrat nekaj več svežine, so bolj sadna, bolj pitka. Pri rdečih sortah pa pač zelo odvisno od gostov. Ampak tako pač ena sorta, ki ljudje vedno poznajo, pa reče, če ne vejo, kaj je pa Cabernet Sauvignon. To ne vem, ali to prihaja iz filmov, ali ne nimam pojma, ampak Cabernet Sauvignon je pa tako ultimativna sorta. A potem malo spreminjate s tem, da vplivate na gosta, a bi poskusili še danes kaj drugega? Ja, zato ker jim damo recimo vedno Malvazije na kozarca ali pa Cabernet Sauvignon. To, da jih probamo malce speljati tudi na druge sorte, pa rečem pač, da probajo, da vidijo, da so tudi druge stvari dobre. No. Kaj pa tuji gosti iščejo v naših okusih ali pa v slovenskih okusih? Ja, tuji gosti, ko pa pridejo, oni pa pač seveda zmeraj probajo slovenska vina, iščejo pač radi, mislim, pač, ker večina jih ne pozna slovenskih vin, se običajno kar prepustijo priporočilu in pa potlej poskusijo razne, zelo radi imajo lokalne avtohtone sorte, seveda, ne, pač da probajo nekaj, kar tukaj naraste, pa tudi mednarodne sorte, da nekako primerjajo nivo slovenskega vinarstva z nekim, pač, kar je njim znano oziroma poznano. No. A obstaja pravilni način, kako naročiti vino? Ne, pač mislim, da ni tukaj. Pač pravilen način je po mojem, da poveš to, kar si želiš, da dobro opišeš to, kar si želiš, da dejansko dobiš stvar, katero si želel oziroma stil vina, katerega bi želel piti. No. Ne vem, se mi zdi, da je pomembno, če ne veš točno steklenice vina oziroma etikete, katero si želiš, da poveš, ne vem, rad imam suho, belo vino, sadno, recimo, ne vem, savignonski stil, nekaj podobnega temu, ali bolj, ne vem, muškatne arome. In potlej pač lahko natakar oziroma sommelier lahko pač izbere tisto, kar bi bilo verjetno ustrezno vašemu okusu. Ne? Presodi pa. Presodi, ja, glede na opis, kaj bi lahko bilo ustrezno. Katero je tvoje najljubše vino oziroma kombinacija vina in kulinarike mogoče? Ne vem, to je zelo težko vprašanje. Zelo odvisno od tega, kar ješ, od trenutka, ne vem, danes mi bo bilo ljubše drugo vino, kot mi bo bilo ljubše recimo po zimi. Zelo odvisno, no, zelo odvisno. Ne vem, težko bi izpostavila eno vino, ki bi rekla, to pa ultimativno najboljše vino, katerega sem pila. Se mi zdi, da tukaj je neka subjektivnost oziroma ogromno dejavnikov, kateri vplivajo res na okušanje vina. Ne samo tako laično, ampak tudi profesionalno, kako okusiš vino. No. Tako da to je zelo težko vprašanje. Je subjektivne v bistvu narave. Ja, tako je. Koliko časa pa ste še v stiku z operativo, recimo tako v vinskem baru kot v kleti? Verjetno imate tudi že zaposlene, ne, ki se v vinskem baru v bistvu ukvarjajo oziroma strežejo. Ne? Ja, seveda pač imamo tudi zaposlene, ampak smo predvsem z Matijatom, z bratom,
smo kar aktivno tudi doma v kleti in pa tukaj mislim, v kleti absolutno in pa v lokalu tudi. Tako da, evo, daj sem na zadnjem bila operativna v prejšnji petek. Zelo ponosna, kako dobro mi je šlo. Tako da pač pridejo obdobja, predvsem junija ponavadi tako vedno bolj kritično obdobje, ko je stiska z kadrom in tako da pač vedno ponudimo roko. No. Se mi pa zdi tudi če ne bi potrebovali, se mi zdi izjemno pomembno, tako kot za vinski bar, kot pa doma ali pa oziroma za vsako delo katerega, oziroma v vsakem poslu, da poznaš operativo, da poznaš, kako proces poteka, ker pa lažje vidiš, kje so napake, kje so slabosti, kje stvari grejo dobro in pa kako izboljšati delovni proces. Tega se mi zdi, da če nimaš tega operativnega pogleda v sam delovni proces, zelo težko vidiš, kaj gre narobe, no? Oziroma kje se pojavljajo napake. Tako da se mi zdi to zelo pomembno in pri vseh stvarih, katere delamo, se zelo trudimo biti vpeti, da vidimo, kako stvari grejo. No. Verjetno pa tudi vsi, ki sodelujejo z vami oziroma ali delajo v vinskem baru ali kjerkoli druge, morajo imeti neko podlago oziroma izobrazbo z tega področja. Ne? Ali so someljeji ali degustatorji. Ja, dejansko vsi, ki so zaposleni pri nas, pa tudi določeni študentje, imajo pač ali to WSET diplomo oziroma so someljeji, eni imajo oboje. Tako da k temu jih zelo spodbujamo in pa spodbujamo, da enkrat, ko pridejo k nam, da tudi izpopolnijo to svoje vinsko znanje. Tudi sami delamo, predvsem Givom dela redne degustacije z osebjem, tako da lahko probajo različna vina, da jim predstavi različne zgodbe, tako da jim odpira določene širine. Ampak se mi zdi pač, da z vseh teh letih, kar smo se naučili, no, predvsem tukaj v wine baru je, predvsem to, da najbolj pomembna stvar je osebnost človeka, ki ga zaposliš. Se pravi, da je korekten, da ima manire, da je lepo vzgojen. In pa potlej vinsko znanje je pač bonus, če ga ima. Če ga pa nimaš, pa če te to zanima, se pa lahko zelo hitro naučiš, no? Ker priložnosti je več kot dovolj. Moš pa imeti rad vino. Ja, to pa je osnova. Ja, to pa je osnova. Zdaj, Slovenija je na splošno vinorodna pokrajina. Tudi Bela krajina ima izjemen potencial, da se razvije v neko turistično destinacijo. Tudi vi nekako prispevate k temu z vašim dejavnostjo oziroma domačijo. Kako pa vidiš potencial v bistvu razvoja te regije? Ja, se mi zdi, tako Bela krajina je zelo ena taka luškana destinacija, katero večina, ali pa rečemo, ja, večino bilo verjetno, kar pravi izraz, ljudi še ne pozna. Predvsem zaradi svoje odmaknjenosti, čeprav tako časovno odmaknjena je verjetno je manj kot pa recimo Goriška Brda. Ampak ja, Bela krajina taka je mehna, je zelo zelena, gozdnata. Imamo Kolpo, ki je super reka za plavanje, ogromno lepih kopališč, tudi takih manjših, bolj intimnih. Tako da je res ena lepa destinacija. No? In pač se mi zdi, da škoda ljudje večkrat ne obiščajo. Je pa res, se mi zdi, da zdaj po tistem, ali pa v tem koronskem času, po koronskem času, ko so bili te boni, se mi zdi, da je kar nekaj ljudi prišlo v Belo krajino. Vsaj tako, kako smo mi izkušali iz tega, da so prišli k nam na degustacije in so bili zelo presenečeni in se večkrat vračajo nazaj. No. Pa v bistvu, vi ste en kamenček v mozaiku tele celotne zgodbe. Verjetno bi bilo na sistemski ravni, tudi regijsko, državno, dobro narediti neki premikov, ne, da bi bilo več, ne vem, nastanitev, več kakšnih drugih rešitev, da bi pol nekdo rekel, ok, danes pa grem tja na izlet, ampak da še doživiš nekaj drugega, ne, kot samo degustacijo. Ja, absolutno. Ne. Določene stvari so se že spremenile, ampak to pač je bolj zaradi privatnih pobud, kot pa neke sistemske urejenosti. V zadnjem času je kar nekaj teh glampingov nastalo v Kolpi, tako so lahko tudi zelo lepa prenočišča, zelo tako moderna, pač arhitekturno dovršena. Pravi, pač je neka ponudba tudi takih namestitev že. Bi pa definitivno neka strategija oziroma neka vizija, kam Dolenjska oziroma Bela krajina želi z turizmom oziroma s vsemi dejavnostmi, ki se tukaj odvijajo, bi bila pa definitivno potrebna. No? Zato, ker pač določena območja so zelo neposeljena oziroma neprivlačna za mlade ljudi. Ne? Čeprav je recimo Novo mesto
je relativno blizu, recimo pol ure, ampak vseeno pač imaš tisto cesto, imaš ovinke in podobno verjetno isto razmišljajo gosti, ko pridejo, komu se pa da po teh ovinkih voziti. Ne? Kako pa so rešitve na tej ravni, recimo v tujini? Velikokrat vzamemo Avstrijo kot en tak primer dobre prakse, a ne? Kako pa njim uspeva oziroma so nekako to sistematizirali? Ja, zdaj glede turizma pač Avstrijo, pač ne vem težko kaj rečem, no? Ampak glede vinskega sektorja so pa Avstrijci res ena izmed bolj organiziranih držav. Pač za skupno promocijo, z sortami, katere spodbujajo, z marketinškimi dogodki, katere prirejajo. Je tako Avstrija res zelo prepoznavna država ratala. Še posebej če pomislimo na tisti vinski škandal, ki so ga imeli in da se je potlej tako vzpostavila kot neka top vinska destinacija, je to pač zgolj na podlagi tega, da je dobro organizirana, da ima finančna sredstva tudi v ključni fazi, s katerimi lahko izvajajo to promocijo, ne vem, da lahko povabijo novinarje iz vsega sveta, da pridejo na dogodke, da organizirajo dobre dogodke in tako naprej. Se pravi, tukaj se mi zdi to, v bistvu takega načina delovanja v Sloveniji pač primanjkuje. Pač ne vem, kjer so, pač vsaka stran vidi seveda svoje težave oziroma krivi drugo stran, zakaj se to ne zgodi, ne? Ampak dejansko verjetno je krivda nekako na vseh, no. Ampak majhni premiki, a ne, potem mogoče lahko sestavijo večjo. Ja, sem potlej, če je veliko teh privat oziroma manjših iniciativ, potlej mogoče lahko včasih, ki so sicer dobrodošle in so super, da so sploh, ampak lahko privedejo včasih tudi do nekega kaosa, ne? Zato, ker vsak promovira sebe, recimo Štajerci promovirajo sebe, ne vem, Primorci promovirajo sebe ali pa recimo promovirajo samo oranžna vina in pač ne dajo celotne slike o tem, kaj je Slovenija. Ampak dejansko Slovenija je tako majhna država, da dejansko, če bi bila Slovenija brand marketinški, bi bilo pač, da bi promovirali Slovenijo, pa da bi Slovenija postala znana kot neko ime v vinskem svetu, bi bilo to pač dovolj. Zdaj pa ne moremo pa od ljudi pričakovati iz Amerike ali pa ne vem, iz Koreje ali pa od kogarkoli, da bojo pa vedeli za Belo krajino, pa bojo vedeli za Štajersko, pa za Goriška Brda, pa ne, Vipavska dolina je pa drugačna kot Goriška Brda. Se pravi, pač se mi zdi, da ljudem moramo najprej predstaviti neko globalno sliko, da bojo pač videli eno državo in pa da je to vinska država in pa potlej za tisti, ki jih izjemno zanima to, lahko greš podrobnosti, ne. Da bodo spoznavali potem posamezne zgodbe tudi. Kje pa vidiš Belo krajino čez 10 let, mogoče 20? V vinskem smislu? Ja, v vinskem. Ja. Nažalost je prihodnost slovenskega vinogradništva bolj pesimistična kot optimistična. Se pravi, pač realnost je, da je vedno manj vinogradov, no. To je pač realnost, s katero se pač sooča Slovenija, pa tudi druge evropske države. Okay. Je pa po drugi strani pač situacija taka, da verjetno bojo ostali tisti, kateri se s tem profesionalno ukvarjajo, ne. Pač žal teh majhnih vinogradnikov oziroma teh hobi vinogradnikov, ki so imeli svojo zidanco na enem hribčku, pa 300 ali pa 500 trt, verjetno čez 20 let več ne bo. Zato, ker ta mlada generacija oziroma generacija, ki bo nadomestila svoje starše, pač jih to v večini ne zanima. Tako da mogoče tukaj je pač slaba stran tega, da se bo definitivno pač kulturna krajina se bo spremenila, pač ne bo imeli več teh tipičnih hribov poraščenih z vinogradi, obdelane krajine, ampak pač bo bila trava ali pa grmovje, karkoli bo že raslo. Po drugi strani bojo postali tisti, kateri se bojo s tem profesionalno ukvarjali, no, in pač mogoče je včasih tudi tako prečiščenje sektorja potrebno, da dejansko se potlej zgodijo neki premiki in pa potlej, da se postavi neka skupna vizija, no, ker verjetno med tistimi, ki se s tem profesionalno ukvarjajo, lažje spostaviti neko skupno videnje pa vizijo, kot pa z tistimi, ki imajo 100.000 trt, pa s tistimi, ki jih imajo 1000 trt. Ja. Tako da. Bela krajina je znana tudi po predikatnih vinih oziroma ledenih trgatvah. Je to nekaj tudi, kar imate vi v vinski kleti, mogoče kakšen je odnos do njih, recimo strani vaših strank v baru? Ja, Bela krajina je bila, mislim, da prva, oziroma ja, vinska klet Metlika je bila prva klet v Jugoslaviji, ki so naredili ledeno vino.
mislim, da leta 86 je bilo to. Tako je, in Bela krajina je bila res, je še vedno poznana po teh predikatnih vinih, od ledenega vina pa do poznih trgatov. In določena so res vina na kakovostnem nivoju, pač svetovnem kakovostnem nivoju. Ne. Je pa zdaj težava seveda s tem globalnim segrevanjem, ne, da je taka vina izjemno težko narediti, zato ker zahtevajo suhe in pa mrzle jeseni. In dostikrat se zgodi, da so jeseni zelo mokre in pa zelo tople in pač grozdje ne obstane, da bi lahko naredil visoke predikate. Tako da dejansko to je res škoda, no, ker je to bila res ena taka posebnost Bele krajine in pa za tisti, ki imajo priložnost probati kakšne starejše letnike, so res izjemna vina, no, res izjemna vina. Pa se mi zdi, tako pri teh stvareh moraš biti odprte glave, zato ker do določene mere odprte glave, zato ker večina ljudi zdaj pa zato ker vsi hočejo biti fit, pa se izogibamo sladkorju in maščobam in podobnim zadevam, reče že a priori pač sladkega vina pa ne bom probal, pa ne bom spil. Saj pač mogoče ni treba spiti onega kozarca sladkega muškata, ki ga kupiš za 3 evra pa 5 evrov, ampak dobra predikatna vina so res zelo, zelo kompleksna in jih je vredno probati, no. Se to tudi ne spiješ v nekih velikih količinah. Ja, tako in to pač spiješ pol kozarčka in to je to. In je to to. Ja. Prej si omenila, da veliko časa preživiš rado tudi v vinogradu, da se vse tam tudi na nek način začne. Kakšen bo pa naslednji letnik? Ja, zdaj 2025. Ne vem, bomo videli. Zaenkrat zgleda letnik zelo dobro, pač količinsko zgleda v redu, pač nekih večjih težav z boleznimi se mi zdi, da jih ni, no, glede na vreme, ki je suho in toplo. Bo pa zdaj predvsem odvisno od količine padavin, ker bo bilo. Pač recimo pri nas je kar suša v Beli krajini, nismo dobili nič dežja prejšnji teden. In pa potlej še jesen kakšna bo bila, no. Včasih se zgodi, da je zelo lep začetek poletja, pa je potlej septembra ogromno dežja, včasih je začetku poletja, junija ogromno dežja, pa potlej je zelo lepa jesen. Tako da zaenkrat še zelo težko rečno, kakšen bo bil letnik. Zaenkrat kaže obetavno, potlej bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Držimo pesti, ne? Kateri del tradicije, vrednot se v vaši družini prenaša iz roda v rod? Kateri del tradicije? Ime Jože, recimo. Vsi moški potomci ime Jože, če ne prvo ime, je pa drugo ime Jože. Moj oče je še vedno Jože, moj brat je Matija Jože, njegov sin je Oskar Jože. Tako da to je ena taka stvar, ki se prenaša iz roda v rod. Drugače pa verjetno ta pač ljubezen do zemlje oziroma do vinogradništva. Pač v prejšnjih časih je bilo to bolj mešano kmetijstvo. Zdaj smo pač izključno vinogradniška kmetija, tako da verjetno to pač nekaj, kar se prenaša naprej, no, in tudi otroci že od brata in po moji so zelo tako navdušeni, zelo radi, kaj pomagajo ali pa hodijo okoli pogledajo, kako se stvari delajo. Ni še pol prezgodaj reči, da bodo tudi oni sodelovali v tej tradiciji? Ja, ne vem, mogoče pa kjer pa bo, no, bomo videli. Ampak pot je še dolga, ne. Se morajo odločiti to, kaj bo njim všeč. Ja, seveda. Kam pa naprej? Kakšni so načrti za prihodnost? Še en bar, več širitev kleti, širitev vinogradov? Ne, en bar bo bil po manj kar dosti izzivov. Ne, predvsem, pač po mojem, še vedno naša osnovna dejavnost je pač vinogradništvo in pa vinarstvo in tukaj pač nekako pač želimo razširiti še ta del nekoliko bolj, tako da po mojem naslednjih parih letih bomo tukaj vložili nekaj več energije, no, da še tole naredimo kak korak naprej. No, super, veliko sreče, ne? Ja, hvala lepa. Katja, hvala za tale pogovor, da sva potovali po Modri Frankinji, med Modro Frankinjo in Belo krajino. Vas vabim pa, da ostanete v naših zgodbah, vinskih zgodbah še naprej.